Pozdravljeni. Glede na epidemiološko situacijo v državi pričakovano raste tudi število bolnikov, ki jih zaradi covida sprejemamo v bolnišnico. Danes imamo na navadnem oddelku 34 hospitaliziranih bolnikov in 8 bolnikov na oddelku za intenzivno zdravljenje. Število teh bolnikov tudi na intenzivnem oddelku raste. Lahko rečem, da seveda mi strokovnjaki smo pričakovali, da bodo številke šle navzgor, grejo navzgor in tudi v naslednjih dneh, tednih pričakujemo, da bo glede na neugodno epidemiološko situacijo, ki smo ji priča v Sloveniji, da bo to število še naraščalo. Mi smo seveda za določen obseg covid bolnikov pripravljeni tako na navadnih oddelkih kot na oddelku za intenzivno zdravljenje. Kolikor bodo te številke šle preko potencijala, ki ga imamo, seveda bodo težave. Imamo načrte, kako povečevati število teh postelj, zavedati pa se moramo seveda, da ni države na svetu, ki bi število potrebnih postelj lahko povečevala v nedogled. Se pravi, potrebno je omejiti število novih okužb, kar lahko naredimo pa samo s tem, da vsi skupaj se nekako združimo v tem, predvsem da upoštevamo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. In kolikšen je ta potencial, ki ga imate? V tem trenutku, če govorimo o kliničnem centru, imamo pripravljenih 16 intenzivnih postelj. Kaj pa na navadnih oddelkih, ko ste skupaj, recimo koliko bi lahko nekaj kliniki sprejeli in ali se infekcijska klinika že spremenja v covid bolnišnico, vse ostale bolnike že umika? Mi dejansko že razmišljamo o tem, da se bomo prestrukturirali popolnoma v covid bolnišnico, že delamo v tej smeri, tako kar se tiče intenzivnih kot navadnih bolnikov. Mi zmanjšujemo število ne-covid kritično bolnih in zmanjšujemo število ne-covid bolnikov, ki ležijo na navadnem oddelku. Torej se je selitev že začela v Šiško? Selitev v Šiško se še ni začela, to je rezervna lokacija, o kateri razmišljamo. Ja. Kaj pa kadrovstvo, koliko kadra imate za toliko postelj? Poglejte, kadar je ključen problem. To seveda govorimo že nekaj časa. Nenazadnje smo na pomanjkanje kadra opozarjali že pred epidemijo covida in na nek način se je ta problem samo demaskiral. Soočamo se s pomanjkanjem kadra in tu bodo težave. Tudi če mi seveda opremimo 20, 30, 40 intenzivnih postelj, kolikor nimamo ustrezno izvežbanega, usposobljenega medicinskega kadra, ki bo skrbelo za te bolnike, potem nismo naredili nič. Lahko morda poveste, koliko je star najmlajši, najstarejši bolnik pri vrstnem oddelku intenzivne terapije, če imate morda ta podatek tudi za bolnike na navadnem oddelku, torej najstarejši, najmlajši? Kar se tiče bolnikov na navadnih oddelkih, nimam podatkov glede njihove natančne starostne strukture. Za intenzivni oddelek je najmlajša bolnica stara 47 let, najstarejši 81 let. Tu je malo zaskrbljujoč ta podatek, da je povprečna starost bolnikov, ki jih zdravimo trenutno na našem intenzivnem oddelku, 57 let. Se pravi, so v povprečju nižje, mlajši, kot so bili v prvem valu, in 3 od njih tudi nimajo nobene resne sočasne kronične bolezni. Ponovno opozarjam, covid je bolezen, pred katero ni varen nihče, zbolevajo lahko tudi mlajši in tudi ti so potencialno lahko ogroženi. Kako hitro se jim stanje poslabša? Ti bolniki, ki jih imate zdaj na vašem oddelku, se jim je stanje postopoma poslabšalo, se jim je recimo v enem dnevu že? Poglejte, glede covida kar nekaj izkušenj smo pridobili tekom prvega vala in tudi potek bolezni v tem drugem valu je podoben, kot je bil v prvem valu. Nekako se stanje poslabša pri teh najtežjih primerih, tem 6., 7. dan. Tako je bilo tudi pri večini teh bolnikov, ki jih imamo trenutno na našem intenzivnem oddelku. Zaskrbljujoče, nekako ponovno je potrebno opozoriti pa na to, da se lahko pri njih zelo hitro stanje poslabša, govorimo lahko v dogajanju nekaj ur. Zadnji bolnik, ki smo ga sprejeli včeraj na naš intenzivni oddelek, je prišel na nek način iz ceste preko urgentne ambulante, stanje se mu je doma nenadno
alarmantno, kritično poslabšalo, takoj po sprejemu na naš oddelek je bila potrebna intubacija in priključitev na aparat za mehansko predihanje. Skratka, ta potek je lahko zelo hiter in seveda te bolezni ne smemo podcenjevati. Mi je ne podcenjujemo, zdravstveni delavci, zdravniki je ne podcenjujemo, ampak se bojim, da slovenska javnost še vedno ne verjame, da je to lahko nevarna bolezen in da je to lahko smrtna bolezen.